Mi smo vas povabili danes, ker bi si želeli slišati od vas iz prve roke, kaj vi vidite kot neki problem, možne rešitve, priložnosti in tako dalje na področju prometne situacije v vaši občini in pa da lahko potem vaše mnenje uporabimo pri nadaljnjem delu. Kaj boste naredili, da se umiri promet? Ker vemo, da norijo nenormalno. Če gremo gledati, niti ne moč prek. Kako se bo rešila potem tam doli, tudi ta del niste začetka gledali, Ekartova, potem nadovezanje, ki gre proti kanalu dol. Mene interesirajo te stvari. Tista, da boste brez avtomobilov, tisto je brez veze delati. Mi nismo Maribor, nismo Stavovska, smo občina tako velika, da to ne bo šlo skozi. Moram povedati, da je izredno težko se v Maribor predpeljati z avtobusom. Povrh tega bo treba razmisliti, če se dva peljeta od Maribor za svojim avtomobilom, je ceneje, kot da greta na avtobus, pa prideta in se odpeljeta. Kdaj ima pa še sparkiramo, pač v Europarku, zopet za ston. Zdaj še ni šole, pa zdaj se bo tudi sezona že letna končala, ampak meni se zdi, da so te stvari prioriteta. Normalno pelje in da lahko otroci normalno hodijo po pločniku. Samo boste na sporedno ulico spravljali, pa ene skaj nam boste na sporedno ulico? Da, vse smo že tudi to, smo že razpravljali. Se je posebej v zadnjem času razpaslo, zato ker se vinjetam izogibajo, ne? In se vozijo tujci skozi, kot da ni avtoceste, ne? Izogibajo se tudi Dražencem, zato ker avtoceste tam delajo, ampak meni se zdi, da bi to bilo in vaše delo, ne? Jaz ne vem, na koga vplivati, da se to zaustavi pred Dražen, ne? Jaz mislim, da sami mi, krajani, nismo toliko moteči drugemu, koliko smo mi tranzitni kraj. Tranzitni kraj, zdaj, če bo sam tranzit, se nam uspel speljati na glavno Ptujsko, pa to tudi glavno Ptujsko cesto potem tudi držati 50 z nekimi stvarmi, ali pa karkoli. Živimo v Ptujski in srečujem se vsaki dan z tem prometom in problem se je zdaj v zadnjih, bom rekel, par mesecih pojavila tudi to, vedno več je tovornjakov, ki se izogibajo v turističnem osnovu, nič se ne naredi in seveda praktično se tudi uničuje Ptujska na koncu tega. To treba tudi upoštevati, da se prepreči razne dostave je v redu, ampak ostalo, da grejo Hrvati, Srbi, vse ostalo, če jo pregledali, malo naredite anketo, vidite, posmanite, vidite. Ja, jaz bi vprašal, zakaj pa so, tako je gospa rekla, zakaj so pa ograje ob asfalta, ne? To je en problem, ki bi mogel biti rešen že pred 10 leti. Občina bi lahko že pred leti se naredila neko zasnovo in rekla, tu je predkupna pravica, tu se ne bojo gradile, ne pa da se sedaj, ko se tu nekaj urejevalo, primer Dobroca, so se hitro naredile ograje čim bliže. To se sicer letos... Živimo v ulici, kjer sploh ni šolska pot, dejansko imamo pa otroke šolo obvezne, kaj gre v prvi razred in izhod iz našega dvorišča na ulico je na Polsko ulico, kjer poteka dvosmerni promet. Ogromno ljudi v bistvu uporablja tu našo ulico Kirbiševi zato, da pridejo hitreje v Maribor, ker so pač tu ravno v tem križišču prilagojimo, zavijajo desno, se izognejo gneči na Ptujski, prečkajo po naši cesti, grejo po Kirbiševi in pridejo lepo dol na krožno križišče in tam imajo potem zopet lepo povezavo do Maribora, ne? In to je zjutraj, ravno v tistem času, ko se bodo otroci spravljali šolo, pa ko grejo domov, nemogoče. Želim apelirati zdaj na vas, ne, da če boste delali to kolesarsko stezo, ki jo bodo vezali na že obstoječo cesto, na eni in na drugi strani, razmišljate mogoče tudi o tem, da bo ta uvoz na kolesarsko stezo smisel. Mogoče se res zapeljate s kolesom, da vidite, že to funkcionira, ne. Da ne bo samo kolesarska steza od to do tja, vmes pa kako priti na kolesarsko stezo, pa znajdi se, ki je dosti krat, recimo. Še nekaj sem se spomnila, tudi to je prej kolega opozoril, da se je s kolesom pripeljal do daj dama, ker tukaj najverjetneje ni kakih štenderov za kolesa, ne? Stojati.
Čujem se mi klažo štender, si razumemo, ne. Hočem povedati, da kolesarji smo zdaj moderni, ne, mislim, moderno je biti kolesar, vsi rade bolje spremejo in motoriste in kolesarje pod svojo streho, če tam njih prenočiš, če greš na daljšo turo. Zdaj nisva našla na 200 kilometrih, ne vem, če je bila ena postojanka, kjer bi bila stojala za kolo. Vabijo nas, ne, kolo pa moraš ali na betonskem koritu pustiti, ne, takrat, če se bomo šli... Ali pa so stojala neprimerno? Seveda, tisti, ki imamo malo širše gume, normalno stojalo ne gre, tak ne gre, ne. Ali je stojalo... Prednji si tudi lahko zviješ, ne? Tako je, ne. Tako da je treba razmišljati tudi o teh stvarih, ne, da mogoče, ko bo kolesarska pot, če bo kakšna klopca ali pa koš, Bog ne daje, ali pa zapasje iz trepke, mogoče, da ne bomo vozili čez to, ne, hecam se, to je zdaj malo bolj šala, ne, je treba tudi kje, na kakšni postaji, kako stojalo za kolesa, tega jaz mislim, da je premalo, no.